gospodje. Brigadir Robert Glavaš in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, brigadir Robert Glavaš, spoštovani načelnik tedanjega republiškega štaba teritorialne obrambe med slovensko osamosvojitveno vojno, generalmajor Janez Slapar, gospe in gospodje, ki obeležitev državnega praznika spremljate preko neposrednega prenosa v živo. Lepo pozdravljeni v predsedniški palači, kjer bomo danes na razmeram primeren način obeležili državni praznik Dan suverenosti. Državne praznike v predsedniški palači tradicionalno praznujemo na dnevih odprtih vrat, ki na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013. Zaradi razmer državni praznik tokrat praznujemo na drugačen način in zato se je predsednik Republike odločil, da namesto obiskovalcev v palačo povabi generalmajorja Janeza Slaparja in brigadirja Roberta Glavaša, s katerima bodo ob dnevu suverenosti nagovorili državljanke in državljane ter Slovenke in Slovence doma in po svetu. Spoštovani generalmajor Slapar, vljudno vabljeni k besedi. Spoštovani predsednik, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, spoštovani. Petek, 25. oktober 1991 je bil s strani Republike Slovenije določen kot zadnji dan za umik jugoslovanske armade slovenskega ozemlja. Bil je lep, sončen in za konec oktobra prijetno topel dan. Na poletu s helikopterjem v Koper sem spremljal ministra, namen poti je bil ogled in nadzor natovarjanja zadnjih transportov jugoslovanske armade na ladji. V koprskem pristanišču je operativne postopke vodil dr. Boris Žnidarič, predstavnik Ministrstva za notranje zadeve, varovanje pa so zagotavljali pripadniki teritorialne obrambe. Kljub časovnemu načrtu je transport jugoslovanske armade zamujal. Na povratku iz Kopra, nekje blizu Sežane, je bila dolga kolona vozil jugoslovanske armade. Transport je bil opremljen z jugoslovanskimi zastavami, izgledalo je, kot da gre za vojaško kolono, ki slavi zmago, ne pa za transport v Sloveniji poražene armade. Popoldan sem upravil obisk v Dolenjski pokrajini. S poveljnikom, takrat polkovnikom Albinom Gutmanom, sem si ogledal vojašnico Cerklje ob Krki, ki jo je jugoslovanska armada zapustila v jutranjih urah. Žalosten pogled zaradi nereda in umazanije. Vtis je bil, da jugoslovanska armada objekta vojašnice ni zapustila organizirano, temveč v naglici, uspelo ji je uničiti ali poškodovati vrsto opreme puščene v objektih. Zvečer sem obiskal poveljstvo pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo v Ljubljani,
S polkovnikom Janezom Lesjakom in člani njegovega štaba smo v prijetnem in sproščenem pogovoru obudili spomine na dogodke preteklih mesecev. Nekaj čez polnoč so se v Ljubljani in drugod po Sloveniji oglasile sirene. To je bil dogovorjen znak, da so še zadnji pripadniki Jugoslovanske armade zapustili slovensko nacionalno ozemlje. Dopoldan je bila ob 11. uri v Luki Koper načrtovana slovesnost ob odhodu zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz ozemlja Republike Slovenije. Besed, ki sem jih izrekel na poročanju predsedniku predsedstva Milanu Kučanu, se še danes spominjam. Glasile so: predsednik predsedstva Republike Slovenije, z odhodom zadnjih vojakov Jugoslovanske armade je bojna naloga, ki je bila obrambnim silam Republike Slovenije dana ob agresiji na našo domovino 27. junija letos, izvršena. Na naši zemlji ni več nobenih tujih vojakov. Svobodo in suverenost varujejo naše sile. Pot do zagotovitve svobode in suverenosti pa je bila naporna. 27. junija 1991 je Jugoslovanska armada izvedla agresijo na Republiko Slovenijo. Začeli so se vojaški spopadi, ki so 7. julija ob posredovanju Evropske trojke privedli do Brionskega sporazuma, s katerim so se bojne aktivnosti prekinile. Za Brionski sporazum pa moram reči, da za nas v obrambnih silah ni predstavljal priznanja zmage dosežene v spopadih z Jugoslovansko armado. Sporazum je predvideval vračanje v prejšnje stanje pred začetkom spopadov. Kljub dejstvu, da je 18. julija predsedstvo takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije sprejelo odločitev, da se Jugoslovanska armada iz Slovenije umakne v 3 mesecih, napetosti niso izginile. Kaj lahko bi prišlo do obnovitve spopadov? Misija opazovalcev Evropske unije, ki je avgusta začela z delom, je imela nalogo udejaniti Brionski sporazum in omogočiti umik Jugoslovanske armade iz območja Slovenije s vsemi silami in sredstvi, ki jih je imela pred začetkom spopadov, kar je bilo v praksi povsem nemogoče. Tudi naše trditve, da bodo sile in sredstva Jugoslovanske armade premeščene v Bosno in Hercegovino ter na Hrvaško, kjer je bilo pretežno srbsko prebivalstvo in kjer so se spopadi že izvajali, jih ni prepričala. Zanimal jih je le odhod iz ozemlja Slovenije. Načrt, ki ga je pripravila Jugoslovanska armada 8. avgusta, je predvideval, da se enote in poveljstva premestijo do 5. septembra leta 1991. 16 poveljstev in enot od 30 naj bi se po tem načrtu premestilo v Bosno in Hercegovino, predvsem na območja s pretežnim srbskim prebivalstvom. Premiki enot so bili načrtovani kot motorizirane kolone in vlakovne kompozicije. Spopadi na ozemlju Hrvaške in napadi na železniške transporte so umik upočasnile in že kmalu, 15. avgusta, je mešana komisija Republike Slovenije in 5. vojaškega območja ugotovila, da umik Jugoslovanske armade v predvidenem roku ni možen. Umik Jugoslovanske armade se je časovno zamaknil. Še vedno bi lahko prišlo do oboroženega spopada v omejenem obsegu, zaradi tega smo podaljšali ukrepe za zagotavljanje bojne pripravljenosti v teritorialni obrambi. 18. oktobra je bil na odločno slovensko zahtevo sprejet dogovor, ki je predvidel, da se preostanek Jugoslovanske armade
umakne, in sicer polovica najkasneje 21. oktobra, preostanek pa do 25. oktobra. Dan suverenosti Republike Slovenije je tako dan, ki se ga je prijetno spominjati. Članstvo v globalnih zvezah, kot so Združeni narodi, Evropska unija in NATO, da omenim le nekatere, pomeni tudi prenašanje dela suverenosti na te institucije. Le te organizacije pa so lahko uspešne le toliko, koliko resne in zavzete so odločitve članic za izpolnjevanje skupno dogovorjenih zavez in prenešenih obveznosti oziroma pristojnosti. Slovenska vojska, ki jo imamo danes, je nastala iz teritorialne obrambe, ki se je kalila v vojni. Skupaj s takratno milico in ob podpori civilne obrambe in prebivalstva Slovenije je zagotovila, da danes lahko praznujemo. Slovenska vojska pa potrebuje nadaljnji organizacijski ter kadrovski razvoj in modernizacijo. Pozdravljam odločitev, da se z zakonom zagotovijo finančna sredstva za investicije in modernizacijo Slovenske vojske. To moramo storiti predvsem zaradi sebe. Zgodovina nas uči in izkušnje kažejo, da se je treba v kriznih razmerah opreti na lastne sile. Menim, da pobuda za referendum glede investicij v Slovensko vojsko ni sprejemljiva, je povsem odveč in žale pripadnike Slovenske vojske. Slovenska vojska je bila predolgo finančno podhranjena. Tudi zaradi zgodovinskih zaslug jo imejmo radi in zagotovimo ji nujna finančna sredstva. Prijeten dan suverenosti vsem in hvala za pozornost. Hvala, generalmajor Slapar. Obeležitev praznika bosta z glasbo požlahtnila glasbena virtuoza Miha Debevec in Dejan Kušar, vrhunska harmonikarja na diatonični in klasični harmoniki. Miha Debevec je večkratni absolutni zmagovalec nekaterih najprestižnejših tekmovanj na svetu v igranju na diatonično harmoniko. Dejan Kušar je profesor harmonike, ki je imel čast prejemati znanje od številnih vrhunskih domačih in tujih glasbenih pedagogov. S svojimi nastopi pomembno prispevata k izvirnosti in obogatitvi slovenske glasbene kulture.
besedi vljudno vabim brigadirja Roberta Glavaša, načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani Janez Slapar, spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije, lepo pozdravljeni. 25. oktober 1991 ob polnoči je bil rok za odhod vojakov bivše skupne države iz ozemlja Republike Slovenije. Tiste noči so iz koprskega pristanišča odplule tudi zadnje ladje z njimi na krovu. Od takrat dalje vojaški škornji korakajo po naši slovenski grudi, v suverenem slovenskem ritmu, pod okriljem domače zastave, ki plapola izpod Triglava. Mnogi naši predniki so hrepeneli po dnevu, ko bomo sami svoj gospodar. Za izpeljavo procesa osamosvajanja naše slovenske države je bilo potrebno kar nekaj časa in poguma. Imeli smo vojno, imeli smo žrtve in ranjene, veliko materialne škode, a vse se je to zavedno končalo z odhodom zadnjega vojaka v tisti odločilni noči. Zakorakali smo v nove čase, polni načrtov, idej in zagona. Imeli smo novo izkušnjo o tem, kako povezani znamo biti, kadar gre za res. Danes prične teči 30. leto naše suverenosti, ki jo bomo v polni miri obeležili naslednje leto. Zato je pa sedaj odlična priložnost, da se vsi skupaj spomnimo, kaj vse smo dosegli od takrat do danes. Kar nekaj let smo gradili slovenske vojaške zmogljivosti za svoje lastne potrebe. Članstvom v Evropski uniji in zavezništvu v letu 2004 smo vstopili v mednarodno izvedbo držav, ki krojijo sedanjost in prihodnost evropske družbe, njene varnosti in suverenosti. Ker sem že začel s koprskim pristaniščem, moramo omeniti, da takoj po osamosvojitvi mornariških vojaških zmogljivosti ni bilo. Danes pa imamo tam vojaško enoto, zasidrani 2 vojaški ladji, Triglav in Karan, da ostalih zmogljivosti niti ne omenjam. Ko sta 28. junija 1991 pilot Jože Kalan in tehnik Bogomir Šuštar pribegnila iz jugoslovanske armade s helikopterjem Gazela, sta postavila temelj za razvoj vojaških zmogljivosti. Danes naša letalska enota šteje vrsto različnih plovil in za različne namene. Zagonom učnih centrov IH in Pekre za izvajanje poskusnega vojaškega roka s prvo generacijo slovenskih vojakov v novejši zgodovini naše države so se začeli zametki slovenske vojske. Leta 1997 smo prvič napotili naše vojaške enote na mednarodno misijo. Naši motivirani in strokovno usposobljeni pripadniki in pripadnice so trenutno na 11 lokacijah po svetu, ker skupaj s predstavniki drugih držav pridobivajo še dodatna znanja in izkušnje za upravljanje svojega temeljnega vojaškega poslanstva. Veliko tega se je spremenilo od tiste pomembne noči v oktobru 1991. V vseh teh letih se je slovenska vojska razvila v moderno, visoko usposobljeno in kredibilno inštitucijo, ki uživa visoki ugled tako v domovini kot v tujini. Tu smo zato, da branimo in zaščitimo, kar je najbolj pomembno in kar je naše, vsakega posameznika in vsako podzemlje našo suverenost. Prisotni smo povsod tam, kjer nas slovenski prebivalci in prebivalke potrebujejo. Spoštovani, iskrene čestitke ob tem prazniku vsem, še posebej tistim, ki ste takrat v tistih ključnih časih največ prispevali k uresničitvi dolgoletnih sanj. Vsem želim še mnogo suverenih in uspešnih dni. Da bi jih dosegli, moramo samo stopiti skupaj in vztrajati tako, kot smo takrat. Srečno Slovenija! Hvala, brigadir Glavaš. Izpod spretnih rok Mihe Debevca in Dejana Kušarja je uvodoma zazvenela glasba Johannesa Brahmsa, sedaj pa prisluhnimo tangu La Comparsita Gerarda Matosa Rodriguesa.
Hvala. K osrednjemu nagovoru ob državnem prazniku vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovana visoka gosta, obema se najlepše zahvaljujem za vajin nagovor ob današnjem državnem prazniku Dnevu suverenosti. Zdi se mi imenitno, da sta nas danes nagovorila prvi načelnik takrat nastajajoče Slovenske vojske, šele nastajajoče samostojne slovenske države, Janez Slapar, in sedanji načelnik Slovenske vojske, današnje samostojne in neodvisne suverene države Republike Slovenije, Robert Glavaš. V simbolnem smislu predstavljata nek zgodovinski lok zgodbe o uspehu slovenskega naroda, ki je ustanovil svojo državo, jo svojo vojsko obranil in za odhodom zadnjega vojaka agresorske armade dosegel njeno polno suverenost. Gospod Janez Slapar je bil strani takratnega slovenskega predsedstva, ki ga je vodil gospod Milan Kučan, na osnovi komaj dobro sprejetih ustavnih amandmajev v tedanji Bučarjevi skupščini septembra 1990 postavljen konec septembra, za načelnika štaba teritorialne obrambe. Takrat še ni bilo političnega dogovora o plebiscitu. Ko je dr. Jože Pučnik v prvi polovici novembra po posvetu Demosa v Poljčah najavil plebiscit, se je potem začelo odločilno vprašanje njegovega uspeha. Potem je iskanje soglasja o tem vprašanju dobilo poln razmah. Slovenski politiki takrat, tudi tedaj, v mnogih stvareh sprti in razklani, je glede plebiscita o samostojnosti postalo jasno, da lahko uspe samo s sodelovanjem. Samo s sodelovanjem. Po mojem osebnem spominu, jaz sem bil takrat delegat Bučarjeve skupščine, je bilo takrat, tako kot danes, sicer zelo malo splošnega zaupanja med strankami. In zato, ker je bilo tako, je prevladala potreba po dogovoru. V začetku decembra, 6. decembra 1990, je bil naposled podpisan sporazum vseh parlamentarnih strank in njihovih poslanskih skupin o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. To je bil nemara odločilen trenutek zgodbe o uspehu. Odločilno za uspeh je bilo namreč politično in vsenarodno sodelovanje. Uspel je plebiscit in uspelo je vse po njem do razglasitve države, njene vojaške obrambe in njenega mednarodnega priznanja in umestitve v zahodni in cel svet. Naj so bile po tem sporazumu, plebiscitu in vsem tem razmere še tako kritične, gospodarske, socialne, celo vojne, kot smo danes slišali, je odločilo sodelovanje. Zmagali smo. Na današnji dan, pred 29 leti, smo postali de jure in de facto suvereni. Zato nas je danes, skoraj 30 let kasneje, nagovoril tudi načelnik generalnega štaba Slovenske vojske, Robert Glavaš, danes članice najmočnejšega vojaškega zavezništva na svetu, Zveze NATO. Spoštovane državljanke in državljani, visoka gosta danes nisem povabil k besedi zaradi vojske ali zaradi vojne. Danes nismo v vojni in tudi nismo neposredno vojaško ogroženi. Danes imamo mir, povabil sem ju kot priči in kot dve zgodovinski osebnosti zgodbe o uspehu, zgodbe o sodelovanju, ki je ustoličila našo državo. O političnem in vsenarodnem sodelovanju, brez katere te zgodbe sploh ne bi bilo.
In to je, spoštovani, sporočilo za sedanji čas. Sporočilo o nujni potrebi o političnem in vsenarodnem sodelovanju v soočanju z virusom, ki ogroža naša življenja, ogroža naše zdravje in našo blaginjo. Tudi tedaj, v politično prevratnem letu 1990, je bilo pred in po prvih demokratičnih volitvah aprila tistega leta veliko političnih sporov in razhajanj. Toda v nekem odločilnem trenutku se je politika hotela in znala osredotočiti na osrednji cilj, osamosvojitev. In glede tega je hotela in znala doseči sporazum. Sporazum strank je oznanil sodelovanje politike, ki mu je potem sledilo vsenarodno sodelovanje. Na koncu smo zmagali. Drage Slovenke in Slovenci, doma in po svetu, spoštovane državljanke in državljani, skoraj 30 let kasneje smo se zaradi višje sile znašli v položaju, ko smo tako rekoč spet življenjsko odvisni od političnega in vsenarodnega sodelovanja. Izkoriščam današnjo priložnost, da pozovem vse politične in narodne sile k osredotočanju na premagovanje sedanje zdravstvene krize in iskreno in tvorno sodelovanje vlade in opozicije. To zdaj ni več samo možnost, to je zdaj, po mojem mnenju, življenjska nuja. Zdaj, kot sem rekel, ni vojne. Mir je. Mir je. Zdaj ne potrebujemo vojaške moči, pač pa potrebujemo človeško sočutje. Sodelovanje bo blagodejno vplivalo na splošno razpoloženje in še bolj bo prevladala solidarnost. Tudi v teh razmerah, zdaj, v času te krize, je premalo zaupanja v politiki in sicer. Vendar pa se mi zdi, to je moj osebni občutek, da vsi zelo dobro razumemo, da vendarle na koncu vseh koncev potrebujemo eden drugega in da lahko na koncu vseh koncev uspemo lahko samo skupaj. Pozivam parlamentarne stranke, da dosežejo nek dogovor o sodelovanju pri premagovanju sedanje krize. Da vsi v politiki osredotočimo pozornost na to vprašanje in si prizadevamo za vse ljudsko enotnost, razumevanje in solidarnost. Spoštovane državljanke in državljani, v prepričanju, da smo to sposobni narediti, ker smo znova na ravni izjemnih zgodovinskih preizkušenj, vam ob tej priložnosti čestitam ob državnem prazniku in vam najprej in predvsem želim veliko zdravja. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod predsednik. Slovesnost je s tem zaključena.